podzemlju skriti, kjer kolem šepeta zgodbe starih dni. Korak za korakom, z nojem obliti, nosimo luč prihodnosti. Ni le plamen, ki temo razkraja, je upanje, ki nam upr svetli. Je spomin na očeta, na brata, na čas, ko je vsak sodelavcev lahko rekel kumarad. Ti nam oživlja žive srce razjasni in oko, ki vtopi vse skrbi, po trdih prsih pobudi, po trdih prsih pobudi. Srečno, dobro večer vsem. Mi pravo, ne vem, včeraj sem jih na teh socialnih omrežjih prebral, da ne vemo, ko smo rdeči ali črni, ne? Da je tako samo mi. Podobni si knapi, mi smo knapi vsi. Mi nismo ne črni, ne rdeči, mi smo ljudje. Sveta Barbara je živela v 3. stoletju in po legendi je bila zaprta v stol, ker se je uprla očetovi volji. Njena vera, neomajnost in notranja moč so jo naredile za svetnico, ki jo danes častimo kot zavetnico in varuhinjo pred nenadno smrtjo. Legenda pravi, da je Barbara oče zaprl v stol, ker je postala kristjanka. Ker se ni želela odreči krščanstvu, so jo nečloveško mučili, vendar je ostala zvesta svoji veri. Po noči je celico obsijala svetloba in nastopili so čudeži. Vsako jutro so bile njene rane zaceljene. Bakle, s katerimi so hoteli zažgati, so ugasnile, čim so se iz njimi približali. Nazadnje so jo obsodili na smrt. Po neki legendi je umrla 4. decembra, stara komaj 28 let. V rudarskih krajih, kot so naše Trbovlje, je njena podoba prisotna v kapelicah, na vhodih v jame, predvsem pa v srcih tistih, ki so vsak dan stopali v temo, z vero, da se bodo vrnili v svetlobo. Naj nas sveta Barbara spomni, da človekovo dostojanstvo, varnost in skupnost ostajajo večne vrednote. Naj njena luč svetli v srcih vseh, ki delajo s pogumom, pod zemljo ali nad njo. Naj bo današnji dan praznik spoštovanja, spomina in skupne odgovornosti.
Thank